Tudi v stranki SAB seveda ocenjujemo, da je ta zakon o demografskem skladu ena velika norost, ki se jo v tem trenutku gre vlada. Glavni cilj in namen ustanovitve demografskega sklada bi moralo biti, da zagotovimo dolgoročno stabilnost pokojninski blagajni, da zagotovimo stabilne vire financiranja za pokojnine, za upokojence v prihodnosti. Nič od tega s tem zakonom vlada ne ureja. Od tega zakona ne bodo imeli nič upokojenci, lahko bo imela stranka Desus kakšen stolček kje, in nažalost ne bodo imeli mladi. Prav mladim smo želeli pokazati, da bo pokojninska blagajna tudi v prihodnosti dolgoročno stabilna, ampak s tem predlogom, ki je pred nami, prav gotovo ne. In zato smo se tudi mi seveda podpisali pod zahtevo za sklic Komisije za nadzor javnih financ, kjer bomo na mizo dali vse argumente proti temu zakonu. Mogoče uspemo prepričati, jaz apeliram posebej na dve stranki, na Desus in SMC, da se upreta temu, kar dela vladajoča SDS. In dejstvo je, da se s tem zakonom samo podreja in v enem zamahu privatizira celotno državno premoženje. Ker vse, kjer danes piše kot lastnik Republika Slovenija, bo z enim zamahom prenešeno na demografski sklad. In država ne bo imela več v lasti nič, praktično nič premoženja. Dobički, ki jih ustvarjajo podjetja, naj bi se spravljali na kupček, ki bi čez nekaj let bil kupček za financiranje pokojnin. Kaj ima STA, ki upravlja javno službo, z ustvarjanjem dobička kot prvo? Če gremo na to, da je treba pri javni službi ustvarjati dobiček, bomo proračun še malo povečali, ker glavni plačnik javne službe, pa ne samo v primeru STA, ampak še kakšne, je državni proračun. Ampak to je samo ena od neumnosti, ki jo najdemo v tem zakonu. Tako da na koncu res še enkrat apel, če niso res popolnoma in čisto izgubili kompasa in če Desusu res gre za upokojence, jih pozivam, da tega zakona ne podprejo, in enako SMC-ju, ki lahko ustavi to, bom rekla, eno večjo vladno norost. Pod to vlado je možno čisto vse, tudi to, kar piše, da je prepovedano. Če lahko podpredsednik ene od strank postane predsednik uprave Darsa, kljub temu, da piše, da v vodstvenih strukturah podjetij ne smejo biti funkcionarji strank, potem vam je in nam je jasno, da nimajo mej. Zame, mogoče še bolj ključno od tega, kot ste vi rekel, podrejanje tej ali drugi politiki, je pa to, kar je Janševa vlada želela storiti že leta 2012. To je sprivatizirati vse v enem zamahu. Premoženja Republike Slovenije po uveljavitvi demografskega sklada ne bo več, ker bo vse v lasti demografskega sklada. Se pravi, Republiko Slovenijo smo z enim zamahom oziroma jo bodo z enim zamahom osiromašili za 8, 9, 10 milijard, kakorkoli kdo ocenjuje. Zame je to daleč najbolj sporen korak in tukaj se pridružujem gospodu Mescu. Tako kot leta 2012 se bom sama in naša stranka zavzemala za to, da če res takšno neumnost sprejmejo, bodo ljudje dobili možnost odgovoriti, ali se strinjajo s tem, da so jim vzeli vse, ali zahtevajo, da državno premoženje ostane državno premoženje.